A kaj mi... A si v redu? Pred zadnji dan morja se spodob, da povem kaj o avtu, ki nas jaz sem pripeljal. Gremo mi da po ven iz kempa, kaj praviš? Tale GLC, veš, je kar zanimiv avto. Ne takole ga rikvrc na pomol ruknem, da nam še predelač. Da bom malo bolj estetsko, ga bom takole malo v levo tiltnil, kapco, da me ne zažge piskar. Aha! To se pravi, kar vidiš za mano, je Mercedes GLC. Marsikdo ta model pravzaprav pozna pod Mercedes GLK. To je bil njegov ati, to se pravi prvi avto tega velikostnega razreda, ki ga je Mercedes naredil. A se spomniš, to je bil ta škatlast. Meni je tista oblika mimogrede še vedno top, ampak ta druga generacija GLK-ja, mislim GLC-ja, čisto druga zgodba. No zdaj pa trenutek resnice, ker sem se jaz z GLC-jem srečal prvič, to je bilo tam nekje 2015, moram reči, da sem si ga zapomnil kot... Kako to misliš, a? Zdaj razlogov je več. Prvi razlog je to, da se z avtom nisem dosti dobro spoznal. Jaz nisem takrat pisal testa, sem avto sam po fotku. Pa oprema se mi je zdela taka zelo neizrazita, tako da ni pustil glih najboljšega vtisa. Zdaj, da je bil avto čist pozabljiv, to tudi približno ne, ampak prav dobro si ga pa tudi nisem zapomnil. No, stari, pol pridemo pa do tega rdečega junaka, ki ga gledaš ravno kar. A veš, kakšna razlika? Sploh ti ne znam povedati. Pa seveda ta glavna stvar verjetno je to, da se z njim družim zdaj pa že mislim, da 11. dan in boy oh boy, let me tell you. A kaj naredi to razliko? Skrbno izbrana oprema, posrečeni, pametni dodatki, pa barva. Vsak, ki se je srečal s točno tem testnim avtom, ena izmed prvih stvari je praviloma bila, stari, kaj bo barva? Zelo tak markanten je, valjda ne sem zaradi barve, tudi zaradi AMG paketa, pa tudi v kabini skrbno izbrana oprema. Meni je recimo ful všeč, da nikjer ni tiste pijano lak plastike, kjer se nabira prah, namesto te fin, temen les, ne bom pameten, ne vem, s katerega drevesa je padel. Ampak že sam takle površen dotik s prsti daje jasno vedeti, koliko je ura, ko prijemo do materialov, pa do feelinga tukaj noter v kabini. Dobro, po eni strani je res, Mercedes je že pri marsikaterem modelu s tisto dolgo digitalno instrumentno ploščo, ki gre od tukaj pa do tukaj izven kadra, stopil že korak navzgor pa naprej. Je pa vseeno, če to priznaš ali pa ne, okolje tukaj noter elegantno, prijetno, umirjeno, estetsko razmeroma prijetno, če vprašaš večino. Feeling tukaj noter je izredno dober, tako kot pravim, tudi zaradi dobro. Malo sem rekel, tudi zaradi dobre opreme, tudi kombinacija z aluminijem mi je všeč, da ti bom pokazal vrata. Je dobra ta kombinacija, ne, srebrno s temnim usnem, pa s telimi finimi stikali za pomik vozniškega sedeža. Pa kombinacija usne Alcantara, tale Alcantara se tudi na najbolj vročem soncu ne segreje prav dosti. Pa če upoštevamo še to, da se ujemajo s karoserijo, kar se samega vmesnika tiče, je pregleden, ni najboljši, pa ena stvar, ki jo jaz pogrešam, je recimo tipka domov. Pa tele knofi tukaj na sredinskem grebenu, te zanima? Le tale površina tukaj, vidiš, ta je občutljiva na dotik, lahko se sprehajaš z njo po meniji, vidiš, da je to. Ali pa to delaš s tem vrtljivim stikalom tukaj, na levi strani je tale gumb za izbiro voznih programov. Zbiraš med Eco, Comfort, Sport, Sport Plus, pa Individual. No, daj pokaž se, evo ga. A veš kaj pa s telim narediš? Ja, glede na potrebe pa želje dvigaš pa spuščaš karoserijo. Veš, ta avto se pele na zračnem vzmetenju, do tega še pridem. Ok, gremo nazaj ven. Zdaj pa moje ne rabim poudarjati, da se je moje mnenje o tem avtu od takrat, ko sem ga nazadnje peljal, fejst spremenil. Predvsem pa se mi zdi pomemben, kaj sem se jaz o tem avtu naučil. Stvar številka ena, že nekaj časa se nisem s tem so izvzete tiste najbolj luksuzne pa največje limuzine peljal v avtomobilu, ki bi bil tako dober potovalnik. A kaj mi... A si v redu? A kaj mi je bilo tako všeč? Tiste to osnovne stvari, ki že tako veljajo za vsakega SUV-ja, to se pravi visok položaj sedenja, s tem tudi boljša preglednost, pa lažje vstopanje in izstopanje iz avta. Stari, veš, sem že malo star, se mi zdi, da mi
pašejo mi taki avti vsake toliko časa. Pa avto sam po sebi je zelo nenaporen za upravljati. Pa še ena stvar, inteligentni LED žarometi. Je to še ena fora, ki se avtomobilski proizvajalci dosti pogosto poslužujejo, ne, morajo to napisati tukaj na luči, da so inteligentne. V glavnem po noč so Majka nam rekel, da iz teme naredijo dan. Presenetila me je predvsem odlična prilagodljivost razmeram, to se pravi avtom, ki prihajajo nasprot, prometu na splošno, tudi avtomatsko zasenčevanje oziroma avtomatske dolge luči delajo super. Pika na i celotni izkušnji, če bi jaz kupoval GLC-ja, pa če bi mi budžet to dopuščal, v nobenem primeru ne bi pozabil na zračno vzmetenje. Zato, ker stari, ta je tist, se meni zdi, ki naredi vožnjo še posebej nenaporno. Ali takrat, ko se voziš po taki podlagi. Jaz ga nisem izkoriščal za to, da bi se z avtom športno vozil, čeprav tudi to nekako tolerira. No in če bi jaz kupoval takle avto, tudi AMG paket bi lahko spustil, ampak to, da se pa na luftu voziš, to bi pa, če se le da, probil spraviti sem noter. Ok, jaz mislim, da sem povedal to, kar sem imel zapovedati. Tem avto, stari, kvaj lepo, leto. Veš to? A? Evo me nazaj. A ja, ene stvari pa nisem omenil, ne. Motor, 2,2 litrski dizel, star znan, 150 kW, valjda avtomatski menjalnik, kar se porabe tiče, če sem malo tem takoj povedal. To se pravi, odkar sem ga resetiral pred 478 km, večina vožnje valjda avtoceste je poraba 7,6 oziroma 7,5. Če sem se več po mestu vozil, bilo pa bolj tam 7,9, 8,0, nekaj tacka. Home sweet home.